Igra Jesenka. Jesenka je zabavna in kratkočasna igra za 2 do 6 igralcev, a s to igro bomo utrjevali seštevanje in odštevanje, lovili barve, pa tudi logike in strategije ne bo manjkalo. Preden vam pokažem, kako se igra, naj poudarim prvo in najpomembnejše pravilo, ki velja za vsako od iger. Glasno branje kart. Kaj to pomeni? Preden karto odložite, morate na glas prebrati ali številko na karti, naprimer 9, ali pa račun in povedati njegov rezultat. V tem primeru 8 minus 3 je enako 5. Ali pa uporabno nalogo in za njo podati rešitev. Na teh uporabnih nalogah pa si lahko seveda pomagate s pikicami. V tem primeru je rezultat 1. Če igralec karte ne prebere, je pri Jesenki kaznovan z eno dodatno karto s kupčka in še nobene ne odloži. Posebne karte. Še vlogo posebnih kart ne razložim. Torej, tele z okenci se pri igri Jesenka upoštevajo. Torej, bodite pozorni na njih. Medved. Tale ni glih najbolj prijazna karta. Kadarkoli jo dobiš, jo moraš tudi tako odložiti, ne glede na to, katera karta je odprta. Za kazen pa naslednji krog ne odložiš nobene karte, ampak spiš. Igralec za ta bo lahko na medveda odloži kjerokoli karto. Ježek plus 2. Tale karta je pa super. Lahko jo odložiš kadarkoli si na vrsti, namesto kjerekoli druge karte in tako tudi naslednjega igralca kaznuješ, ker mora namesto ene iz kupčka vzeti kar 2. Za odlaganje pa mora upoštevati karto, ki je pod tole ježek plus 2. Ježek plus 3. To karto lahko odložiš kadarkoli si na vrsti, ampak moraš za kazen vzeti 3 nove karte. Lahko pa jo, če je na odprtem kupčku ena od številk 3, podaš naslednjemu igralcu, ampak v tem primeru ti ne odložiš nobene karte. Si se pa vsaj znebil, ne? Ježka plus 3. Če jo pa vseeno odložiš, pa za naslednjega igralca pomeni številko 3. Še 2 karti sta. Jokerja. Eden je od 1 do 5 in drugi od 6 do 10. Odložiš se lahko, če se ujemate z rezultatom računa ali uporabne naloge ali pa samostojno številko. Itak paziš na oznaki od 1 do 5 in od 6 do 10. Naslednji igralec pa lahko na Jokerja odloži kjerokoli karto, če je na njej rezultat ali pa samostojna številka znotraj vrednosti Jokerja. Naprimer, če imaš Jokerja od 6 do 10 in je na odprtem kupčku račun 4 plus 3, oziroma 3 plus 4, lahko Joker nadomesti število 7. Ali pa, če je na odprtem kupčku, naprimer, številka 9, lahko na njo odložiš Jokerja od 6 do 10. Evo. Zdaj poznamo posebne karte in je čas za igro. Moj nasvet je, da najprej neki igro odigrate brez uporabnih nalog in ko jih boste obvladali, pa jih lepo dodajte, da si igro malo popestrite. Torej, zdaj imamo tukaj karto 6 minus 3. Kjere karte se zdaj na to lahko odloži? Lahko odložite 6 minus 3 je 3, torej lahko odložite naprimer trojko. Ker je isti rezultat, oziroma ker je ta karta rezultat tega računa. Na to karto bi lahko odložili tudi 10 minus 7, ker je rezultat obeh teh računov isti. 6 minus 3 je 3 in 10 minus 7 je 3. Lahko bi tudi odložili 7 minus 3, ampak tukaj vidite, da ni isti rezultat. Pri teh 2 kartah gre za to, da se ujemata številke oziroma lahko lovite po barvah. Vidite, da sta obe 2 trojki iste barve in če sta 2 številki iste barve, lahko odložite. Pol imamo pa še mojo najljubšo karto, Joker. Joker pa v tem primeru, tale Joker nadomesti kjerokoli število od 1 do 5, v tem primeru tudi trojko in ga lahko odložite. Lahko pa odložite tudi, naprimer, tole uporabno nalogo in tukaj, če zelo dobro pogledate, je ena trojkica gor. In ta trojkica je iste barve kot tale trojkica in je tudi isto število kot tale trojkica in lahko v tem primeru tole uporabno nalogo gor odložite. Torej, to igro se igra tako, da najprej delilec premeša karte in vsakemu igralcu razdeli po 7 kart v smeri urinega kazalca. Torej 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Potem se vzamete zgornjo karto iz kupčka in se jo odpre. Tukaj imamo zdaj jokerja od 1 do 5. Potem prvi igralec v svojih rokah v bistvu poišče karto, ki je ali po rezultatu ista vrednosti ali ista številka, tako kot sem prej razložil v glavno. 6 minus 3 je 3. Jaz zdaj pogledam po svojih kartah in jaz bom odložil tole karto. 5 plus 3 je 8, ampak v tem primeru lovim trojke, zaradi tega, ker sta isti številki. In tukaj še preberem to, kar piše v pravokotniku. Pravilno odložena karta, igralcu pred seboj še eno svojo podariš. Torej, izvolite. 4 plus 4 je 8. Jaz lahko zdaj na to karto odložim naprimer tole. 8 minus 4 je 4, ampak tukaj se šterke ujemajo, ker so iste barve in ista številka, tako da jaz odložim 8 minus 4. 8 plus 2 je 10. Zdaj imamo tukaj 8 plus 2 je 10 in na to karto bom jaz odložil tole. 8 minus 6 je 2, ampak v tem primeru lovim 8, ker sta iste barve. 2 plus 8 je 10. V tem primeru pa nimam jaz nobene karte, ki se ujema ali številko ali pa z rezultatom in bom vzel novo iz kupčka. In bom vzemal karte iz kupčka, dokler ne dobim ta prave. V tem primeru 6 minus 2. 6 minus 2 je 4 in lovim dvojke. 7 plus 2 je 9. No, v tem primeru bom pa jaz odložil na tole 7 plus 2 je 9. 10 minus 1 je 9. In tukaj še pravilno odložena karta, teli pravokotnički se upoštevajo, da en krog bo prespal, kazen soigralcu dodeliš. Torej, zdaj spite za en krog. In jaz lahko zdaj na to odložim karto, ki ima isti rezultat, ali pa karto, ki ima gor desetko, ali pa karto, ki ima gor enko, ali pa jokerja, ali pa medveda. V tem primeru nimam nobene karte in vzamem iz kupčka. In tukaj imam enko in zaradi tega, ker se enki ujemata, jo lahko odložim. 1 plus 7 je 8. In zaradi tega, ker spet nimam nobene karte, ki se ujema s tem, vzamem iz kupčka. 1 plus 1 je 2, ampak tukaj se enkici ujemata, z tega dam 1 plus 1. 7 minus 1 je 6. Tukaj pa bom dal gor šestko, ker se 7 minus 1 je enako 6 ujema z rezultatom. Oziroma 6 se ujema z rezultatom 7 minus 1. In vidite to, kako glasno beremo. Vsakič, ko odložite karto, je treba na glas prebrati karto, tudi če je samo številka, še posebej pa, če je gor kakšen račun. 3 plus 6 je 9. No, na tole karto bom pa jaz odložil 6 plus 3 in tukaj se celo dve številki ujemata. Šestka, šestka, trojka, trojka. In 6 plus 3 je 9. In tudi rezultat se ujema. Vidite to? 3 plus 6 je 9, 6 plus 3 je 9, je isti rezultat in še obe dve številki sta isti. 8 plus 1 je 9. In tukaj spet nimam nobene karte v roki in vzamem iz kupčka. In tukaj imam zdaj 8 minus 1, 8 minus 1 je 7, lahko pa odložim, ker se ujemata 8-ki. In tukaj še piše, pravilno odložena karta, v smeri igre zavrtiš. To pomeni, da sem zdaj jaz spet na vrsti. In na 8 minus 1 lahko odložim kjerokoli karto, ki ima rezultat 7, ki ima gor 8-ko ali pa ki ima gor enko. 8 minus 2 je enako 6. Odložim pa lahko, ker se 8-ki ujemata. Ježek plus 2. To pomeni zdaj, da moram jaz vzeti dve dodatni karti iz kupčka. 1, 2. 10 minus 2 je 8. In zdaj sem jaz dobil to karto, ker tukaj v tem pravokotničku piše, pravilno odložena karta, vsakemu od soigralcev eno karto s kupčka podariš. In zdaj bom jaz odložil 10 minus 6 in 10 minus 6 je 4, odložim pa lahko, ker se desetki ujemata. 10 minus 3 je 7.
In na to bom jaz zdaj odložil 10 minus 9 je 1. V tem primeru, ker se desetki ujemata. 10 minus 7 je 3. Evo, in to je cela igra. Jaz imam še veliko kart v roki, tako da jaz sem zgubil in ona je zmagala, ker je prva spraznila vse karte iz svoje roke.